Lepo pozdravljeni, moje ime je David Hriberski in dobrodošli v današnji vdaji Potencial moje mladosti. Z veseljem bo z Damjanom danes delila znanje, informacije in pa dejansko, kaj bi rad vam dal svojo neko podjetniško pot, kako sem začel, kje smo zdaj kot podjetje in kam gremo. In pa na koncu vdaje 3 ključne stvari, ki jih lahko vi uporabite v vašem življenju. Ali ste na začetku kariere, ali na sredi, ali nekje v nekih procesih, definitivno boste to lahko uporabili. Tako da glejte to. Hvala. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v še eni več oddaji Potencial moje mladosti. Vem, da to vsakič rečem, a tokrat sem res navdušen, vesel in počaščen z gostom, ki se je odzval na moje povabilo, in sicer je z menoj danes David Hriberski. Damjan, prvo hvala za povabilo. Res mi je v čast, da lahko nekaj prispevam, da lahko dam neke svoje izkušnje, kar se v bistvu na tej svoji poti, kar se tiče podjetništva, prodaje, kar sem se naučil. In čisto na kratko vse, v bistvu sem direktor, solastnik zdaj tudi večjih podjetij. Drugače pa tako na kratko, da ne bi res na dolgo šel v bistvu v sebi. Moja tako največja strast, ena je prodaja, drugo je pa ta osebnostna rast. To, kar so se že v bistvu pred začetkom pogovarjala, da konstantno dejansko delaš na sebi in da se ta rast nikoli ne konča. In to, če gledamo, da smo mi vsi del neke narave, v naravi vse ali raste ali odmira. In biznis je tako, ali raste ali odmira. Če gledaš osebnostno, odnosi ali rastejo, ali pa pač strast, passion, vse pada. In ko se enkrat to zavedaš, da rabiš vlagati čas, energijo v rast, pol, ko pogledaš nazaj, tudi vidiš v bistvu ogromne rezultate. In tudi vidim, glede na to, kako se svet pred nami spreminja takole, bodo v bistvu zmagali tisti, ki se bojo prilagodili novem svetu. Ker svet, ki smo ga poznali, ga ni več. In izobraževati se za svet, ki ga ni več, a ne boš rabiti novo znanje, nove skillse, da se boš prilagodil v bistvu temu novemu tempu, novemu okolju. In ja, to je eno od sporočil, da konstantno delaš v bistvu na sebi. V bistvu zelo zanimivo, to so se res precej pogovarjali prej pred snemanjem, o tem, da ni neke v življenju naravi vedno, pa to je tudi moje mnenje, se lahko ozremo po naravi, ki nas uči, mi smo del narave, človek se narobe konceptualno postavlja izven tega. Ta nas vedno uči, da v bistvu ni neke pozitivne ničle. Konstantno se nekaj dogaja, odvijajo neki procesi, tudi mogoče mikroprocesi, ki jih ne vidimo. To je verjetno to dopolnjevanje znanja v ozadju, v tišini, ko nihče ne vidi, vsi pa vidijo potem samo tiste ali neuspehe ali velike uspehe v življenju. Kako ti to doživljaš? V bistvu, če se vrnemo nazaj v naravo, tako kot si rekel, mi smo del narave. In od narave se res lahko ogromno naučimo. In če gledamo te premice, da gre vse gor, to ni naravno. Da gre vse dol, ni naravno. Rečemo, Štajerci zelo dobro rečejo, pač, ko je ravna črta, bo Štajerec rekel, gotov si, konc. In vse so neka nihanja in rečemo tudi, ali je to rečemo, če gledamo te social media, pa vse, če se tega dotakneva, rečemo, vidimo samo uspehe nekoga, ne vidimo pa poti, pa koliko 1000 ur je on vložil v neko stvar, da je res dober v temu. In če gledaš vsa ta nihanja, kdaj se pa človek največ nauči? Ne takrat, ko si ti na vrhu, takrat, ko vse laufa, takrat, ko vse raste. Takrat bodi ponosen na to, kar si ustvaril, celebrate to, kar si ustvaril, ampak zavedaj se, da po vsakem vzponu pride korekcija, pride nek popravek. In večino, kar jaz poznam ljudi, pa se ogromno družim z ljudmi iz različnih, bi rekel, fohov, po domače rečen, in ta faza, ki boli, to je v bistvu največja faza učenja in takrat je priložnost, ker dejansko pogledaš resnici v oči, pač si vzameš čas, rečeš, ok, kaj dobro deluje v mojem življenju, kaj
pa lahko zdaj ta moment tukaj in zdaj izboljšam, da grem na naslednjo stopničko. A ne? In te cikli so čist naravni in življenje se nam konstantno dogaja, zdaj pa odvisno od tega našega notranja dialoga. A ne? Če jaz gledam moj mindset nazaj, še leta in leta nazaj, ker jaz sem v osnovi, po izobrazbi sem kuhar, sem delal dejansko 3-letno šolo, sem delal 4 leta. Jaz rečem, da pač učitelji so me imeli radi, pa so rekli, nič boš še en let tukaj ostal v šoli. In kasneje sem tudi začel delati v gostinstvu. To je pravi mindset. Ne? Ja, to je zdaj tak mindset. Jaz sem se ga natreniral. Takrat ni bil tak moj mindset. In rečemo, jaz sem delal več let potem v gostinstvu. Kasneje sem rekel, wow, tole pa ni življenje za mene, petke, svetke, sobote, nedelje, konstantno delati. Nekaj sem čutil v sebi, da hočem nekaj več, ampak izziv je bil pa druga stvar, jaz sploh nisem vedel, kva hočem. A ne? In dostikrat, ko ljudi sprašujem, ok, kaj pa hočeš v življenju? Kaj je tista tvoja strast? Zelo velikokrat ljudje ne vejo, kaj jih pa vprašaš, ok, zdaj mi pa povej, kaj pa nočeš v življenju, no takrat pa slišiš, pač knjigo bi lahko človek napisal, a ne? In v življenju dobivaš tisto, na kar se fokusiraš, a ne? In jaz, če gledam pol, ker sem šel ven iz gostinstva, ker sem rekel, pač jaz hočem neko drugo službo, omejitev je bila moja izobrazba. A ne? Jaz sem pošiljal prošnje dejansko v proizvodne. Jaz bom tako rekel, jaz spoštujem vsako delo, a ne? In kot kuhar, ki sem bil, spoštujem kuharje, če to res dela z strastjo. A ne? In jaz sem šel takrat delati v proizvodno in sem bil ful hvaležen, sem sploh dobil priložnost. In sem 2 leti delal, dokazal, pa niti ni bil moj namen dokazati karkoli, ampak jaz sem se držal samo pravil in po 2 letih sem dobil neko napredovanje. In sem tudi v temu klasičnemu sistemu zaposlitve sem videl, kaj to pomeni, če človek z delovnim navadam napreduje, kako te okolica potem spremlja. Ne? Jaz sem bil pred temu z vsemi prijatelji, ker sem pa zrastel v temu sistemu, a ne, ker sem dobil takrat to mentorsko pozicijo, da v bistvu nove sodelavce mentoriram, sem jih uvajal. No, in ko sem zvedel za ta moj napredovanje, noben ni videl, kako sem jaz delal, pa rezultate, katere sem deliveral, ampak sem bil kar naenkrat črna ovca. Kaj zavist. Ne? Zavist, a ne, zdaj pa temu ratal, meni ni ratal, ampak lej, jaz verjamem v to, če ima človek delovne navade, če ima ta prav mindset, pač lahko doseže karkoli. In kaj se je meni, a ne, danes gledam nazaj, ena najboljših stvari, ki se mi takrat zgodila, to je bila nočna smena, na nočni smeni sem delal in me dejansko 4,5 tone me je stisnilo in ta prst dejansko ga je odsekal. Wow. In zdaj gledam to nazaj kot prebuditev, kakor tisti moment ne, zato ker jaz sem imel jasno vizijo, sem rekel, ok, lej, videli so me v proizvodni, da mi nekaj ratal, ok, kaj če bi šel delati izobrazbo, prekvalifikacijo, mogoče počasi po stopničkah prišel do tega, do direktora, pa do kjerkoli druge pozicije. In takrat je bila res za mene travma, 4 mesece bolniške, a ne, ampak kaj pa sem dobil od tega, je bilo pa čas razmišljanje. 4 mesece sem lahko razmišljal, kaj pa sploh hočem v lifeu. Kaj je tisto, kar jaz res želim? A hočem iti nazaj kot kuhar? Sem rekel, ne, to ni to. Spoštujem to delo, obožujem hrano, ampak ni to moja strast, ker niti jaz nisem želel iti na to šolo. Je bila to izbira okolice, izbira staršev, izbira takrat psihologinje, ker mene so zanimali računalniki, pa je takratna psihologinja rekla, ja, David, te pa to ne bo šlo, ker matematika ti ne gre, to ne gre. Rečemo, jaz, ker danes res razumem. Postavljanje v neko škatlo, ne? Ja, in the box. Jaz danes, zato pa tudi tukaj verjamem v ljudi, danes verjamem, da v nas je res ogromno potencialov in moraš biti res pozoren, tudi v svoji knjigi sem to napisal, okolje je močnejše od volje. Moraš biti res pozoren na to okolje, koga poslušati, komu dejansko slediš. In rečemo, če gledam kot otrok nazaj, ta odločitev mene pripravlja do tega, da sem šel takrat, nimaš samozavesti, nimaš samopodobe, ok, grem pa za kuharja, ok, mindset takrat, ok, blizu, itak sem z Bohinja, turističen kraj, službo imam pred vrati, kuharje skozi iščejo,
Ampak a je to res, kar sem si želel? Pač, Pravi, zelo omejujoče, ne bolj prilagajanje kot ustvarjanje proaktivno, ne, pasivo. definitivno. Ne. Definitivno. Zdaj, želel sem malce več spregovoriti o tvojih začetkih, ker imaš res zanimivo zgodbo. Mislim, vsak izmed nas živi neko unikatno zgodbo, ampak Definitivno, ja. tvoja je res, bom rekel, kar sem jo bral, unikatna. No, tako da se že veselim, ampak to bomo naredili v nadaljevanju. Zelo hitro je minil prvi del in drage gledalke in cenjeni gledalci, se vidimo že čez nekaj trenutkov. Ne zamudite nadaljevanja, ker bo res še zelo zanimivo in poučno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli nazaj v moji družbi, predvsem pa v družbi mojega današnjega gosta. David Hriberski je danes z menoj. David, načela sva že kar nekaj tem, predvsem si govoril o tem mindsetu, o tem, koliko je pravzaprav pomembno, kako gledaš na stvari. Obstaja neka teorija, ne vem, kdo točno je zdaj izjavil, verjamem, da boš ti mogoče prej vedel, da je večina življenja ali nekih 90% tega, kako se prilagodiš situacijam, razmeram, in ne to, kaj se ti zgodi. In jaz trdno verjamem, to vidim tudi na sebi, ne. Ti pa to dejansko živiš, ampak tudi ti si do tega mogel priti, tako kot si prej omenil, tisoče ur. Ja. Ampak nekje so pa bili neki pomembni shifti, vsi jih imamo v življenju, ko se ti nekaj zgodi, tisto nekaj. In kako se je tebe peljalo potem od tega trenutka samorefleksije, ko si imel čas delati v proizvodnji, pa do grajenja vseh teh poslovnih zgodb danes? V bistvu takrat, ko je bila ta nezgoda v proizvodnji, te 4 mesece bolniške, jaz sem pač takrat je bilo vprašanje, okay, kaj pa nočem v svojem življenju. Jaz sem točno vedel, kaj nočem. Nočem iti nazaj za kuharja, ker ni to moja strast. Začel si s temi, česa si ne želiš, je bilo pač lažje. To, kaj nočem. Takrat mindset je bil v bistvu moj taka. Česa nočem, vedel sem, nočem nazaj kot kuhar, nočem nazaj v proizvodno, kaj pa hočem. In verjamem v to, da v življenju ni naključij in da smo, kakorkoli eni verjamejo to, eni to, ampak smo nekako vodeni in priložnosti se nam pokažejo. In takrat, rečemo, Gregor, ko je poslovni partner, ko imamo skupaj podjetje, že ves čas gradiva skupaj, on je takrat začel delati v prodaji in jaz njega srečam v baru, v obleki, v kravati. V Bohinju je bilo to. V Bohinju, ja. In kaj pa delaš, mi začne razlagati in jaz to mislijo, grem domov in začnem razmišljati, kaj pa če bi še jaz začel delati v prodaji. Pardon, kaj točno je takrat počel? Takrat so se v bistvu prodajala življenjska zavarovanja. Takrat je bil ta trend življenjskih zavarovanj. On je kasneje tudi agencijo postavil, pa iz tega pol smo tudi naprej druge stvari gradili. Ampak rečemo, to je bil tisti aha moment, kaj pa če bi to. Ja. Ampak pol itak pride stari vzorci. Ti nisi dovolj dober, ti ne znaš to, neke zgodbe, ki niti niso resnične, ampak so v tvoji glavi. Ampak jaz sem takrat rekel, daj grem na razgovor, pa da vidim, kaj imajo. In po tistem razgovoru, še prav spomnim se, v Lescah je bila pisarna, po tistem razgovoru sem res rekel, kva pa če bi jaz to delal ob službi. Takrat ob službi, ker sem vedel, grem nazaj delati v proizvodno, kaj pa če bi to delal ob službi. In itak, ti, ko greš iz nekega okolja delati nekaj neznano, valjda te takoj sodijo, pa ti nisi to, pa ti nisi to, pa ti nisi to. Zdaj pa od tebe odvisno, a si dovolj močen, a imaš dovolj veliko željo, da greš čez vse ta okolje, to, kar ti okolica govori. Kar jaz dostikrat rečem, če bi jaz, pa nobenega nočem, da sem jaz zdaj nekaj več, nekdo nekaj manj, ampak če bi jaz poslušal kdaj okolje, pa ljudje, ko so rekli, pa to ni mogoče to, jaz dostikrat rečem, jaz bi bil še danes kuhar in bi bil nesrečen. Ne bi mogel prispevati to, kar lahko prispevam, če bi ostal na tisti točki. Ni pa vedno enostavno, ampak če gledaš vsako pot, začne z enim korakom. In takrat je bil moj korak, le grem na razgovor, potem sem šel na seminar, potem sem začel počasi pridobivati znanje. Knjige sem začel brati, ki jih nikoli v osnovni šoli nisem bral. Pa celo potem napisal knjigo? Pa napisal knjigo, pa drugo, pa zdaj je v procesu tretja. Jaz pa knjige v osnovni šoli nikoli nisem bral, ker me pač čista vsebina ni zanimala. In če gledam, glede na to, da sem odrastel v turističnem kraju, seveda moji starši pač v Bohinju imajo vsak apartmaje. Tudi moji starši so imeli od 96. leta apartmaje
In prišlo je neko obdobje, ker sem pa delal druge biznise, druge zadeve smo postavljali, jaz teh apartmajev nisem hotel prevzeti. Jaz sem rekel, ne bom služil nepremičnine, ker če ti odrasteš, rečemo, dostakrat vidim zdaj, kako imajo podjetniki izzive, ker rečemo, ustanovijo podjetje in zdaj pride generacije dedičev. In dejansko jih razumem. Ta prenos je zelo težek. Težek, ker oni so odrastali v družini podjetništva in so čutili v bistvu ves ta struggling, čez vse, kar mora iti podjetnik, kar nekaj gradi in valjda si ne želijo tega. In jaz tudi, če gledam apartmaje, jaz nisem hotel prevzeti, ker sem videl petke, svetke, delo z gosti, potem spremljati vse te trende, kva se dogaja. Vem, ker so, rečemo, takrat, ko smo oddajali, je bila ena lokalna agencija. Je oddajala, pripeljala goste, potem smo imeli stalne goste, ki je prišel Booking.com. To je bila cela revolucija. Ne? Spremenil igro in ti zdaj, kakor pravijo, bodi voda, prijatelj moj. Ja. Se moraš prilagoditi v bistvu temu. Katerega leta je bilo to, da je dejansko res posegel v poslovni model Booking? Približno? Sem te dobil. To je pa, računaj, če je to bilo 96. leta, to je bilo, ne vem, okrog 2000, takrat, ko se je začela v bistvu ta interneta prodaja, pa ko se je začelo vse to razvijati. In oni so pač vodilni na trgu, na temu, pač imajo brand, zaupanje. Ja. In jaz, ko sem to gledal, kako se to spreminja, sem rekel, da jaz tega nočem, bom delal druge biznise, v bistvu temu, kar vsak podjetnik sanja, bom ustvaril pasivni zaslužek, da bom imel čas in denar, ampak ker se ti lotiš. Super formula, ne, v teoriji. Ne? V teoriji odlično. Ja. V praksi je pa to proces, pride do tega. Ne? No, in zdi se mi, vrneva se zdaj še nazaj na to, kar danes počnete z Optimo Plus podjetjem, ne? Ja. In ostalimi. Ampak zdaj se mi eno zanimivo stvar dal, to proces, rast in vse skupaj in to neko obljubljanje neke svetle prihodnosti in uspeha čez noč. Ne. Zdi se mi, da danes imamo veliko težavo s tem, ker je ogromno vsega dostopno v socialnih medijih, o tem so se tudi malo pogovarjala pred snemanjem. Sploh mladi so še toliko, ne samo mladi izključno, ampak sploh mladi, mlajše osebe, ki so mogoče še v nekem razvoju, so dovzetni do tega, ne. Se pravi, da se da čez noč uspeti, da se da vse brez nekega trdega delati, kot si prej ti rekel, čas, denar, pasiva, ampak vsej nekaterim uspe, ne morava reči, da ne. Veliki večini in zelo majhen odstotek je, obstaja možnosti realno, da bo tudi tebi uspelo, tako da sam si pa rekel, rabiš tisoče in tisoče ure vlagati v delo, mindset. In kako misliš, kaj bi se to danes mladim v tem kontekstu, preden greva na druge teme? Kako naj se kljub vsem tem sporočilom mamljivim osredotočijo nas, svoj fokus, vizijo in rast? Ja, prvo, kar bi tukaj izpostavil, je, bodi res pozoren, koga poslušaš, komu slediš, kdo ti daje nasvete, ker veliko ljudi govori, ampak ne spremlja tisto, kar se govori, pojdi pogledati rezultate. Pojdi pogledati v bistvu, kjero pot je on prehodil. Walk the talk, bi rekel. Walk the talk, ja. Okay. Rečemo jaz, ko sem šel prvič na Camino, glede na to, da sem takrat že imel mindset, poslušaj nekoga, ki je to že naredil, ker ta ti bo dal ta prave nasvete, ker je to že prehodil. Ne pa nekoga, ker zelo veliko je teh svetovalcev, jaz jim rečem iz kavča, ki svetujejo, ki govorijo, sami pa, ker eno je teorija, eno je pa pol, da si ti dejansko res nekaj postavil, pa ne samo, da si postavil, da si to obdržal, pa da imaš to sposobnost, da zadeva raste naprej. In jaz dostikrat tudi rečemo moj Instagram profil, pač vsi vemo, na social media se objavljajo highlights življenja. To ni resnično življenje. To, kar je na social media, to ni resnično. In primerjanje moje življenje, ta življenje ubije samozavest, tudi v mojem življenju, tudi jaz sem to sebi delal, ko sem se primerjal z nekom, ki je več naredil, kakor jaz in sem se z njemu primerjal, to vpliva na samozavest, na samopodobo, to pa vpliva na to, kaj dejansko narediš v življenju. In jaz sem se to sem se ustavil, sem rekel, zdaj pa konc tega, primerjam se lahko samo samim sabo. Kakšen sem bil včeraj, jaz sem prav za nalašč, sem 2 leti nazaj, ko sem bil na Jesenicah, sem rekel, da grem pogledat tam, kjer sem jaz dejansko delal v proizvodnji. In ko sem tja prišel, v avtu sem bil in sem gledal,
sem videl še kar ene tiste avtomobile tam in gledam in sem bil prav tisti občutek hvaležnosti, da se je zgodila takrat ta nezgoda, pa da sem jaz bil toliko pogumen, da narediš en korak, drug korak, v tem procesu rasti, seveda, ljudje pridejo, ljudje grejo. Tako kot ti, ki rasteš, določeni, ki s tabo ne rastejo, moraš žal reči, lej, jaz grem naprej, lej, mogoče se srečava kje drugje, ampak jaz grem naprej. A ne, Brez zamere, ne? Brez zamere. To se tudi ponavadi zelo naravno zgodi. To je čist naraven proces. In parkrat greš skozi ta proces, pol ta stvar ni več boleča, ker razumeš, da je to, a ne, to, ko so se prej v naravi pogovarjala. To je v naravi proces, mi smo del narave in ko ti rasteš, zelo določeni ljudje odpadejo, grejo neke svoje poti, ti pa na tej poti, ko greš, srečaš spet nove ljudi, nove mentorje, spet se učiš in rečemo to, da bi se vrnil to nazaj. Jaz ne verjamem uspeh čez noč, res je nekaterim je ratal, ampak uspeh čez noč to dejansko ne instant, a ne, mi pa živimo zdaj v instant svetu, a ne, pa niti ni pomembno tisto, kaj dobiš ti materialno, kaj ti ustvariš. Največja vrednost je to, kdo ti kot oseba v tem procesu postaneš. Ker to ti pa noben ne more odvzeti. Ti, če imaš skillse, ti lahko izgubiš biznis, se zakon spremeni, se ne vem, tehnologija spremeni, karkoli. Če imaš ti mindset, če imaš ti veščine, ti lahko spet zgradiš. Greš naprej. Pa spet zgradiš. Tako kot si lepo povedal, v bistvu med odmorom, tudi se klepetala o cikličnosti, da je vse v življenju ciklično. In s tem bova tudi nadaljevala zadnji del najnega pogovora, tako da veliko še zanimivega čaka. Vas pa tudi, drage gledalke in gledalci, tako da res ostanite z nami, ne želite zamuditi zadnjega dela z Davidom. Dobrodošli v zadnjem delu tokratne oddaje Potencial moje mladosti. Še vedno je z mano David Hriberski. David, dotaknila sva se veliko tem, predvsem nekako na področju mindseta in da je v življenju, moje neko bi bilo izročilo tega, kar so govorilo v prvih dveh delih, da je v življenju vse mogoče. Omejitve so v naših glavah, ki si jih postavimo in to je tudi neko izhodišče. Zdaj bi se vrnil, torej vse te prepreke tvoje v življenju, ki so ti zgodile in neke prelomni trenutke, spoznal si poslovnega partnera, tudi Gregorja, popolnoma naključno bo rekel, v nekem baru, kafiču, Bohinju, tvojem rojstnem mestu in tako naprej. In a ni zanimivo, en dogodek, kako ti lahko spremeni tebi in ljudem okrog tebe življenje. Sekvenca potem verižna, kaj se zgodi za tem. Ampak to vaju je potem naposled pripeljalo tudi do podjetja, ki se imenuje Optima Plus, in ste, kot razumem, v Sloveniji največji upravljalec turističnih enot za oddajanje sob in tako naprej. Vse to boš ti znal bolje ubesediti. Kje ste danes, kam greste, pokrivate celo tujino, kako to izgleda tak posel? Vse skupaj se je začelo zato, ker so imeli starši doma apartmaje. In kot sem rekel, jaz tega nisem hotel prevzeti. Kje ta shift potem od tistega, ker človek res ne želi, pa do tega biznisa? Ker smo mi gradila z Gregom svoje najno podjetje, je itak ta projekt zlaufa, ta projekt zlaufa in pol, kaj bi še in takrat lih ta rast turizma se je spet začela in tako jaz pismo, denar imam doma, pa ga ne vzamem. In sem rekel, takrat bivši punci so rekel, da grem mi da prevzeti apartmaje, jaz imam marketing, ti ta del in dejansko, odločitev je padla, zdaj pa treba vse na novo postaviti. Booking, Airbnb, prodajno strategijo, cenovno politiko, fotografije rabaš to in greš čez proces. Rečemo, Gregor, poslovni partner, je pa isto naredil apartmaj, isto v Bohinju in sva se skupaj učila, kaj deluje, kaj ne deluje in potem je prišla... Zanimivo je, ker ideja je prišla iz tukaj. Uspehi so prišli, ker sva uspešno oddajala vsak svoje apartmaje in ideja je prišla tukaj iz srca. Kaj pa, če bi midva s tem znanjem, z izkušnjami pomagala drugim lastnikom dvigati prihodke, dvigati zasedenost,
pa jih v bistvu operativno razbremeniti. In iz tega je prišla ideja in sva začela takrat 2018, tako je akcija začela to postavljati. Zdaj smo mi 7 let na trgu in imamo čez 300 partnerjev, delamo Slovenija, Hrvaška, Madagaskar, Zanzibar, v Južni Afriki, širimo naprej, vse skupaj čez 1200 enot. In seveda v tem procesu se ogromno naučiš, vidiš, kaj deluje, vidiš, kaj ne deluje. Pa je COVID prišel, nepričakovano, kar COVID, kar zaprti smo. Čez noč. Čez noč, nimaš vpliva. Ne? In to vse... Kako ste recimo premostili to obdobje na kratko? A COVID? Ja, kar naenkrat vi ste zagnali zadeva, pravila se spremenijo čez noč. Fokusiraš se na tisto, na kar imaš vpliv. A ne, to sem se jaz sploh v življenju naučil, pač fokus na tisto, na kar imaš 100% vpliv, ne na tisto, kar nimaš, pa se prilagodiš. Takrat smo se mogli prilagoditi in pol tudi spremljati trende, ker kako je gost rezerviral pred COVID-om, pa kako je razmišljal, je čist drugače, kot zdaj po COVID-u, a ne, ta strah pred tem, a bo lahko odpovedal rezervacijo, a ne, a ne zaprejo, to še kar ustaja in ti se moraš prilagoditi. Zdaj prihaja pa nov trend, to je pa umetna inteligenca, to je pa okrog tega AI-ja, kar se dogaja, to bo pa transformiralo biznise, življenja, takole pred nami. In je spet tisto, a se boš prilagodil novemu svetu, ali boš, a ne, dostikrat jaz vidim tako, ker ljudje grejo v vlogo žrtve, zakaj se to meni dogaja. A ne, to greš avtomatsko v vlogo žrtve in iz vloge žrtve iščeš pomen, ker ti si tisti, ki pripišeš pomen. A ne? Če greš pa v to, ok, kaj pa je dobrega v tej situaciji, kaj se lahko iz te situacije naučim, je pa čist drug mindset in rečemo, ker so se prej pogovarjali, kaj je razmišljanje. Razmišljanje je proces postavljanja vprašanj in iskanja odgovorov. Če hočeš boljše odgovore, se nauči postavljati pravilna vprašanja. Moje vprašanje, ki sem ga na tej poti nezavedno, zdaj v bistvu šele v Date with Destiny, ki sem bil na dogodku decembra, se ga šele zavedam, karkoli se mi je v življenju zgodil, je bilo moje vprašanje, kaj je tukaj dobrega, kaj se lahko iz te situacije naučim. To te je tudi peljalo naprej. Ja. Vedno se je neka situacija zgodila, crash, karkoli, ok, kaj se iz te situacije lahko naučim in iščeš potem knjige, mentorje, seminarje, mastermind skupine, ker si fokusiran v to, da se boš iz te situacije naučil in kaj je lepota vsega tega. Verjamem, da ima to vsak, ki ti pogledaš nazaj, je lahko točke povezati in everything makes sense. Kaj pa se lahko vsak natrenira, je pa to, da ko se ti situacija dogaja, a ne, da ohraniš ta mindset, a ne, kaj je dobrega, kaj se lahko naučim iz te situacije, ker hitreje prideš ven iz določene travme. Ker neizogibno je, a ne, bolečina je del življenja. Trpljenje je pa nekaj, kar človek sam izbere. Tako kot imam tukaj tetoviran, happiness is a choice. A ne, to, da si srečen, to je tvoja lastna odločitev lahko. To je ravno tisto odzivanje na vse, kar se v življenju dogaja, namesto da ga pasivno sprejmeš, ga v bistvu aktivno sebi prilagajaš in kreiraš priložnosti pravzaprav. Ja. In ti res aktivno kreiraš priložnosti, prej si omenil tudi veliko tega še imava za povedati, tako da bo kar malo strnila. Hodiš na seminarje v tujini, že preden se mi da poznala, mi da se pravzaprav dejansko poznala kratek čas, ne? Ampak so se ujela ravno prek teh poslovnih znancev, dogodkov in tako naprej. Spremljate pa že dlje časa, recimo, ne, na socialnih medijih. Vem, da si takrat napisal prvo knjigo, se pravi, takoj te imam za človeka, ki vlaga vase, v svoj mindset in tako naprej. Hodiš v tujino, Tony Robbins, ne, večkrat si, mislim, da bil na njegovih dogodkih. To je tudi tako, vložek, ljudje si mogoče ne predstavljajo časa, energije, denarja, ne? Vse to vračaš nazaj, da bi rastel. A je tebi kdaj škoda vložiti v to nek čas? Pa mogoče ena zanimiva anekdota, ne? Sem spremljal tebe in nekaj poslovnih partnerjev ste zadnjič enkrat v Dubaju, mislim, da ste bili in je bil termin ravno sovpadal takrat z nočnim terminom tam, ne? In vi ste cele noči, nekaj dni v bistvu bili prisotni na tem izobraževanju. To je neverjetno, ne, za nekega povprečnega človeka, bi rekel, da si odtrga nekaj noči in vlaga vase denar, čas, energijo. Ne. Ja. Kot primer.
leta in leta nazaj. Pa še knjigo si napisal, to bo seveda. tudi pokazala. To je pa prispevek, v bistvu svojo izkušnjo daš naprej, hočeš nekaj prispevati. Mogoče kar pokaževa, ne? Pokaževa, oziroma izvoli, boš ti pokazal, povej nam mogoče kakšno malenkost glede na kratko. Evo. Kako je ta knjiga nastala? V bistvu spet je bil seminar. V Ameriki je bil en dogodek za en biznis, ki smo ga delali. In jaz takrat nisem imel denarja iti na ta dogodek in sem rekel, ok, denar moram zaslužiti, jaz hočem iti v Las Vegas na ta dogodek. In darilo tega, da sem jaz sem šel nazaj delati, to je leta in leta nazaj, kot kuhar, potem sem še nabiral gobe, pa gobe prodajal. Pač, da sem zaslužil denar za letalsko karto, za seminar in darilo tega, kaj se je zgodilo, vožnja iz LA proti Las Vegasu, pridemo na semafor, rdeča luč in dejansko ta kamion se je pripeljal in gor je pisal Your story is bigger than you think. In jaz sem takrat vzel telefon, slikal, sem rekel, evo, to pa naslov knjige, ko pridem do točke, da imam to samozavest v sebi, lej, bom delil svojo zgodbo, lej, nimam nič za skrivati, hočem pomagati, hočem prispevati in iz tega in zato pa tudi verjamem v to osebnostno rast, kar je moje življenje v bistvu čisto transformiralo, je pa res, gre veliko časa, veliko energije v to, veliko tudi denarja, ampak sem vesel in hvaležen, da leta in leta nazaj je bil na enem dogodku, sem bil, to vsega poznaš, Aleš Lisac, je imel rek, ki se je mene takrat v bistvu prav huk, investirajte vase, razen če mislite, da ste slaba naložba. In to se me še danes drži, jaz sem ga zdaj še malo izpilil, ker sem bil lansko leto, ko sem bil na Unleash the Power Within v Nemčiji in sem ga še izpilil, investirajte vase, razen če mislite, da niste vredni. Zakaj sem ga izpilil? Ker tam je prišla priložnost, da zakupim en tak bundle seminarjev, en je bil Day to Destiny v West Palm Beachu, pol je letos na Fidžiju dogodek, in tako gledam, sem rekel, pismo, to je res investicija. Ni samo ta investicija denarja, ampak tudi rabiš letalsko karto, rabiš nastanitev bukirati, čas, tudi ta stres, da greš od podjetja toliko časa, od družine, od vsega, da greš toliko časa stran, you gotta pay the price, In takrat sem se kregal sam s sabo, ne podpišem to pogodbo, in je prišlo tisto pismo, saj sem vreden, saj si zaslužim to. Lej, to je investicija v mene za naslednje preboje, da bom lahko več prispeval nazaj, da bom lahko boljše vodil podjetje, da bom lahko več svojim zaposlenim dal. Pač to je investicija in je to bila ena vrhunskih odločitev, ker rečemo lih na Day to Destiny, ker sem se naučil predvsem to postavljanje vprašanj. Sem videl tam v živo primer, kaj povzroči, rečemo človek, če si postavi napačno vprašanje, kaj je narobe z mano, kam te eno vprašanje, ki se ga zavestno ali nezavedno postavljaš, kam te to pripelje. To punco, ki se je pač sama izpostavila, je pripeljala do tega, da je razmišljala o samomoru, da je razmišljala pač konc, zame je to konc. Ona je vedno gledala iz negativne percepcije, namesto kaj je dobrega lahko. Zdaj, za koncu, da zaokroživa, nažalost, bi se lahko pogovarjali, jaz mislim, ure in ure, David. Toliko življenjskih lekcij, zgodbi imaš, recimo tudi Camino, si večkrat prehodil, kot mi je znano. To delajo ponavadi vse te stvari ljudje, ki so res razčistili s tem, da sem vreden tega in sem dobra investicija, dobra naložba, ampak potrebno je do tega priti. Me pa predvsem zanima, glede na pomanjkanje časa, da zaokrožijo v 1 minuti, David, v naslednjih nekaj letih in tvoj posel. Kje te lahko vidimo, kaj nameravaš še? Definitivno biti še bolj aktiven v tem, da prispevam nazaj, tako kot midva zdaj to delava. Pač meni je to čas, da to, kar sem se lahko naučil, da res lahko prispevam. Definitivno prihaja tudi nova knjiga, podjetje gre globalno, vizija je velika in tudi bomo to naredili, kar govorimo, ker predvsem, ko vidiš, ko prispevaš na trg, kakšen vpliv imaš. Na eni strani lastnikom, kako pomagaš, na drugi strani imaš pa goste, ki mu želi zadovoljiti potrebe in partnerstvo pomeni, da je v našem, rečemo, biznisu, da je lastnik zadovoljen, da smo mi zadovoljni kot podjetje in pa na drugi strani imamo pa tudi gosta in ki je ta cikl, ki je win-win za vse,
takrat lahko podjetje raste in naš mindset je, a ne, kako lahko še več deliveramo na trg z izkušnjami, z znanjem, pa tudi rečemo Optima Sales AI, ta tool, ki smo ga zdaj razvili, ga bomo tudi, kar je zgrajen dejansko da imamo več kot 20 let izkušenj v prodaji in je tool zgrajen iz izkušenj, ga hočeva dati naprej na tistim, ki se ukvarjajo z prodajo. To tudi temelji na umetni inteligenci, tudi delno, povezano z AI-om. Meni si tudi poslal test, moram še pogledati, tako da se ti zahvaljujem že vnaprej za to. Jaz mislim, zadeva izgleda zanimiva, bo prelomna v svojem področju. Samo še to, kje lahko zainteresirajo mogoče gledalci, gledalke kupijo tvoje knjige, zdaj že tretjo pišeš, kot mi je znano. Ja, na spletni strani davidhriberski.com, potem tudi na socialnih omrežjih. Spremljajo, kje je Instagram, na LinkedIn, zdaj tudi glede na pač tvoje znanje, ko vidim, kako ti obvladaš, sem tudi od tebe določene stvari kopiral in ja, LinkedIn je definitivno za biznis, je vrhunska zadeva, da prispevaš nazaj in vse si ti res strokovnjak. Hvala lepa. Ker pa lahko za finiš, ker sem se lih to pogovarjala, kaj bi ljudem dal, Predvsem mogoče mladim, ki želijo ustvariti neko življenje ambiciozno, uspešno. Tri ključne stvari, ki bi jih rad v bistvu podelil. Ena je ta, bodi res pozoren, koga poslušaš, komu slediš, kdo je ta tvoj influencer, ki vpliva na tebe, a ima rezultate, ki jih ti želiš. Če ima oseba nekaj, kar ti sam želiš, potem mu sledi, če ne, zapri svoj in beži stran. Bodi res pozoren. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, primerjanje z drugimi. Glej, social media, jaz bom rekel, včasih so kakor virus, ki se primerjaš, ti si zdaj v nekem stateu, vidiš tam nekdo skozi potuje, to je, a je to realno, tisto, kar je tam? Ne, ni. In primerjanje z drugimi ti ubija samozavest, samopodobo, in pride v to, nisem dovolj dober. Sam, kdo pa določa vrednost, kdo je dovolj dober? Samo ti in ne zunanji svet, ne tvoji rezultati. Ti si tisti, ki določaš vrednost. Tretja stvar, ki se mi zdi pa tudi v bistvu v biznisu pomembna, pravilna izbira poslovnih partnerjev, to je ena, podjetij, s katerimi sodeluješ, ker če rečemo, tvoj poslovni partner ali podjetje, s katerim ti sodeluješ, ne raste, nezavedno tebe bremza. Druga stvar je pa tukaj zelo pomembna, bod res intimni odnosi, kjer ga partnerja izbereš v svojem življenju, kar odnos te lahko dvigne v nebo ali te pa konstantno bremza. In ta intimen odnos je, eno je ta business side, eno pa ta intimen odnos je zelo, zelo pomembno. V bistvu ključna izbira. Ključna izbira, ja. Ključna izbira. Pa bi lahko rekla, ključna investicija, če greva v ta pragmatični jezik. Drugače se pa popolnoma strinjam, vse so v življenju koncu dneva odnosi, tudi v poslu. Tudi v poslu, ja. Kot tudi jaz na LinkedInu pišem in to je to, te skupnosti. Tako da, David, kot sem rekel, lahko bi se ure in ure še pogovarjala, dala veliko vrednosti. Mislim, da te bom še povabil kdaj v oddajo, upam, da kdaj uspem v nekem daljšem formatu, ampak za nocoj, za tokrat je to, kar se tiče Naju z Davidom, vse. Verjamem, prepričan sem, da ste veliko lahko odnesli tega pogovora, veliko besed, ki sem lahko vtisnil spomin in predvsem, da vi ste kreator svoje usode s svojim mindsetom, lahko v minus, plus, v neko pozitivno, predvsem gledamo pozitivne stvari. Hvala lepa tokrat za pozornost. Jaz pa obljubim, da se bom trudil pripeljati še nove zanimive goste, ki imajo veliko zapovedati iz prakse. Za tokrat pa hvala lepa in se vidimo naslednjič.